V Mladinskem centru Dravinjske doline so za osnovnošolske otroke tudi v letošnjem letu pripravili zimsko šolo kreativnosti in 2 termina z več kreativnosti. V sklopu obeh so se izvajale tudi aktivnosti projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, pri katerem gre za spodbujanje strpnosti in tolerantnosti do drugačnih kultur. Delavnic se je letos udeležilo 21 otrok starih od 7 do 14 let. V ponedeljek, 21. februarja, so izvedli francoski dan, kjer sta evropski prostovoljki Gaël Frick in Nathalie Eng predstavili zgodovino in kulturne značilnosti Francije. Izvedli sta kratek tečaj francoščine in skupaj z otroki pripravili tradicionalno slaščico francosko jabolčno pito. Otroci so ta dan izdelovali tudi broške iz mus gumija. V torek, 22. februarja, je bil dan športa in sadežev družbe. V športni dvorani v Slovenskih Konjicah so se mladi spoznali z igranjem hokeja v dvorani in z namiznim tenisom pod vodstvom Edija Ravnjaka. V okviru projekta Sadeži družbe, ki spodbuja medgeneracijsko sodelovanje, so izvedli delavnico slikanja na steklo skupaj s starejšimi v Lamprechtovem domu. Delavnice se je udeležilo 25 varovancev doma in s pomočjo otrok je nastalo okoli 60 vazic za cvetje. Pobudnik projekta je bil tudi pokojni predsednik Republike Slovenije, gospod Janez Drnovšek. V sredo, 23. februarja, je bil dan medkulturnega druženja. Mladi so se preko različnih didaktičnih izkustvenih iger poskušali vživeti v kožo ljudi, ki so drugačni od večinske kulture. Skozi ogled filma Na dolžnosti in predstavitve dela z Romi mladinske organizacije iz Krškega, Društva zaveznikov mehkega pristanka, so mladi spoznali, da njihovi romski sovrstniki počnejo podobne stvari kot oni sami. Na ta način so jim mladinski delavci pokazali drugačno sliko, kot jo o Romih navadno prikazujejo ostali mediji. Šola kreativnosti se je zaključila s hip-hop delavnico, ki jo je vodila karizmatična plesalka Anita Čretnik. Tudi tokrat so pri izvedbi aktivnosti zimske šole in dni z več kreativnosti sodelovali lokalni prostovoljci Mladinskega centra Dravinjske doline, in sicer najlepša hvala Alešu Kurniku, Juretu Jevšenaku, Loreni Marčič, Vesni Zupančič, Urošu Orožu, Maruši Kuk, Katarini Fijavš, Katji Dadič, Nataši Šram in prostovoljcem Gaëlle Frick, Nathalie Eng, Belkis Oskan in Lene Palena. Za pomoč se iskreno zahvaljujemo tudi Ediju Ravnjaku, Samu Pinterju, direktorju Zavoda za šport Slovenske Konjice, Darji Hostej, vodji službe pomoč družini na domu kot zunanja dejavnost Lamprechtovega doma, Janji Brglez, učiteljici na osnovni šoli pod Goro, Špeli Čepin, Društvo zaveznikov mehkega pristanka, Aniti Čretnik iz plesne šole Superstar in Dolores Pučnik. V ponedeljek smo imeli predavanje in predstavitev o Franciji. Predavanje je potekalo v angleškem jeziku in se prevajalo v slovenščino. Bilo je zelo zanimivo, ker smo pripravljali tradicionalno francosko jed, tarte tatin ali francosko pito. Izdelovali smo tudi broške iz mus gumija, med odmori pa smo se vsi zagnali v biljard, PlayStation, ročni nogomet in tako dalje. Letos smo imeli na voljo tudi družabne namizne igre, človek na jezice, Monopoli, potapljanje ladec, kartanje in podobno. V torek smo obiskali Lamprechtov dom, kjer smo imeli delavnico z naslovom EcoArt. Na njej se je izbralo kar 25 varovancev, bili so zelo veseli našega obiska, nekaterim je bila delavnica tako všeč, da so kar sami poprijeli za čopič in slikali po steklenicah, medtem ko so nekateri samo opazovali, kako smo slikali mi. Potem smo se odpravili v konjiško športno dvorano, kjer smo lahko izbirali med namiznim tenisom in dvoranskim hokejem. Nekateri pa so se po vrnitvi v Mladinski center lahko udeležili delavnic urejanja nohtov pod vodstvom MTDD-jeve delavke Katje Dadič. V sredo smo imeli didaktične igre za spodbujanje medkulturnega dialoga. Gledali smo film o policistki, Romkinji, ki poučuje na šoli za policiste v Ljubljani. Film se imenuje Na dolžnosti in je zelo poučen. Videli smo, kako živijo Romi v romskem naselju pri Novem mestu. Nazadnje pa smo izdelovali lutke za senčno gledališče. Z animatorji smo se seveda dogovorili, da se vidimo čez prvomajske počitnice. V prireditveni dvorani MC Patriot je v soboto 5. marca potekalo pustovanje.
Mladi so z izvirnostjo in raznolikostjo mask tudi letošnje leto pokazali svojo kreativnost in ustvarjalnost, ki jo skozi vse svoje projekte spodbuja tudi slogan Mladinskega centra Dravinjske doline Free yourself in creativity. Nagrade, ki so jih podarili donatorji iz Konjic in širše okolice, so podelili najboljši posamezni in skupinski maski ter maski v paru. Kako smo mašta znali